Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 26. maj 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Liberalna predsednica republike in konzervativnih premijer sta na različnih političnih bregovih. Kako bosta sobivala? Jagodna mrzlica v razvanju. V najboljši 11-terici prve lige nikogar iz Maribora. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Predsednica republike Nataša Pirc Musar in novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša veljata za politična nasprotnika, ki medsebojne nenaklonjenosti nikoli nista posebej skrivala. Pirc Musar je bila v preteklosti kritična do Janševega političnega sloga, njegovih pritiskov na medije, odnosa do institucij in vprašanj vladavine prava, medtem ko je prvak SDS vračal z očitki o politični pristranskosti, povezavah z omrežji vpliva in pripadnosti tranzicijski levici. V tem mandatu ji je med drugim zabrusil, da ni njegova predsednica. V času oblikovanja nove vlade se odpira vprašanje, kakšen odnos čaka liberalno predsednico in konzervativnega premijeja. Bosta kljub globokim razlikam sposobna sodelovanja pri ključnih državnih vprašanjih ali pa Slovenijo čaka obdobje odprtih političnih sporov med osrednjima funkcionarjema po vzoru Hrvaške. Dosedanja praksa je sicer pokazala, da je v slovenskem političnem sistemu konflikt vgrajen v odnos med obema predsednikoma. Predsednica je po izvolitvi Janše postala politično šibkejša, kot je bila v odnosu do prejšnjega premijeja. Večja ko bo žrtev, bolj popularna bo pri volivcih, ki jih jeseni 2027 čakajo nove predsedniške volitve, ocenjuje politični komentator Aljaž Pengov-Bitenc. Več pa v analizi Mateja Grošlja. Pred Jagodnim poljem v Razvanju se včeraj že pred 8 uro vila več kot 20-metrska kolona ljudi. Nekateri so prišli s praznimi vedri, drugi s plastičnimi zabojniki. Vsi pa z istim ciljem, jagode, rdeče, velike, sočne. Jagodna dežela je odprla vrata in zaradi velikega števila pobiralcev so jo po nekaj urah že morali zapreti. Znova jo bodo odprli, ko bodo dozorele nove jagode, predvidoma čez nekaj dni. Kupce prepričajo predvsem velike jagode in cene. Kilogram stane 3,7 evra, zaradi katere so mnogi pripravljeni vstati zelo zgodaj. Jagodna dežela letos obratuje tako v Razvanju kot tudi v Radljah ob Dravi. V Razvanju so nasad zasadili konec maja lani. 1 leto potrebujejo, da se ukoreninijo in zrastejo, je Barbari Brdač pojasnila vodja Jagodne dežele Sabina Pušnik. Reportažo preberite na večer.com. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je objavil najboljše v sezoni. Najboljši igralec je postal Josip Iličić iz Kopra, ki je prejel tretjino vseh glasov. Sledijo mu nogometaši Celja, Juan Honjeto, Nikita Josifov, Svit Cešlar in Žan Karničnik. Primorski klub je pobral tudi nagrado za najboljšega mladega igralca, to je postal Leo Rimac, in trenerja Zoran Zeljković je imel večjo konkurenco, dobil je 34% glasov, Aleš Arnol 26, Albert Riera 16 in Jura Arsić 10%. Najboljšo 11-terico sezone sestavljajo vratar Metod Jurhar, prav tako iz Kopra, branilci Žan Karničnik, Juan Honjeto iz Celja, Maj Mittendorfer iz Kopra in Enej Klamfer iz Radomelj. Najboljši vezisti so Nikita Josifov, Svit Cešlar, oba iz Celja in Martin Pečar iz Brava. V napadalno 11-terico pa so postavljeni Josip Iličić, Koper, Franko Kovačević, Celje in Andraž Ruedl, Koper. Pri glasovanju so sodelovali nogometaši prve lige, člani Spinsa, nogometni trenerji, novinarji 12 športnih redakcij največjih medijskih hiš in javnost oziroma navijači. Oddanih je bilo 1850 glasov. To je bil Večer izjutraj 26. maja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselimo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, ker z Večerom razumete bolje.